Vse skupaj vas prav lepo pozdravljam na študijskem centru za narodno spravo, kjer danes predstavljamo novo monografijo našega sodelavca, dr. Damjana Hančiča. Med nami lepo pozdravljam evropskega poslanca in predsednika Nove Slovenije Mateja Tonina, prav tako pa tudi urednico knjige dr. Jelko Piškorič. Dr. Hančič je doktoriral leta 2004, je avtor več znanstvenih monografij in člankov o revolucionarnem nasilju na Gorenjskem in v Ljubljani. V zadnjem obdobju pa se poleg revolucionarnega nasilja posveča tudi preučevanju nemške okupacije na Gorenjskem, zlasti v Kamniškem okrožju. Eden od rezultatov njegovega znanstvenega dela je tudi knjiga, ki jo danes predstavljamo, z naslovom Postati del velike nemške skupnosti, Kamniško okrožje v času nemške okupacije 1941-1945. Sedaj pa predajam besedo dr. Maticu Batiču, namestniku direktorja študijskega centra za narodno spravo. Spoštovane, dovolite, da vas v začetku najprej vse lepo pozdravim in vam zaželim dobrodošlico v naših prostorih. Zlasti seveda lepo pozdravljam evropskega poslanca, gospoda Mateja Tonina. Hvala lepa torej vsem, ki ste se odzvali vabilu in prišli na današnjo predstavitev knjige našega sodelavca, dr. Damjana Hančiča. Knjiga z zgovornim naslovom Postati del velike nemške skupnosti celovito obravnava nacistično okupacijsko politiko v Kamniškem okrožju med leti 1941 in 1945, predstavlja pa, lahko bi rekli, nekakšno nadaljevanje naših prizadevanj, da strokovno osvetlimo doslej neznane ali vsaj slabo poznane plasti naše novejše zgodovine, zlasti seveda obdobja druge svetovne vojne. Čeprav se morda komu na prvi pogled zdi, da o tem obdobju nekako pogosto slišimo že vse, vemo, pa je dejansko stanje raziskav daleč od tega. Tako so na primer že naše raziskave o revolucionarnem nasilju pokazali, koliko ostaja še neznanega. Saj na primer šele zdaj nastajajo prve bazične študije o nekaterih slovenskih pokrajinah oziroma o tem fenomenu v nekaterih slovenskih pokrajinah, na primer o širši okolici Ptuja, ki jo v svoji doktorski dizertaciji ravno sedaj obravnava naša mlada raziskovalka Špela Homicki. Prav tako ostajajo v veliki meri še neznani tudi številni vidiki delovanja okupacijskih uprav, kar je res da deloma posledica izgube arhivskega gradiva, to velja predvsem za nemško okupacijsko upravo oziroma gradivo na območju tako imenovane cone Jadransko primorje, deloma pa tudi dejstva, da zgodovinarji kljub obilici gradiva tem vprašanjem preprosto še niso posvetili dovolj pozornosti. No, z veseljem lahko povem, da se študijo dr. Hančiča v Kamniškem okrožju med nemško okupacijo nekako zapolnjujemo eno od pomembnih belih lis na tem področju. Monografija namreč po eni strani predstavlja temeljitev vse skozi na primarnih virih utemeljeno študijo o dogajanju na Kamniškem, po drugi strani pa bo tudi brez dvoma zanimiva iz primerjalnega vidika. Zadovoljstvom lahko torej za konec rečem, da se z izdajo te knjige Študijski center za narodno spravo še dodatno uveljavlja kot ena od osrednjih raziskovalnih ustanov za zgodovino obdobja druge svetovne vojne na Slovenskem. Naj s tem torej sklenem, ter vam vsem zaželim prijetno predstavitev. Hvala lepa za pozornost. Najlepša hvala za uvodne besede. Tudi jaz pozdravljam vse zbrane. Moram povedati, da je ta knjiga približno išla že pred slabima 2 mesecema in da se še do zdaj ni zgodilo, da bi že več kot polovica naklade bila prodana oziroma da ni več na zalogi, ko to knjigo prvič predstavljamo. Zdaj, jaz ne bi kaj posebej dolgovezil, ampak bi kar na kratko predstavil knjigo, potem pa, če imate še kakšne vprašanja, sem pa bolj na voljo za odgovore. In sicer v prvem delu knjige, ki nosi naslov Postati del velike nemške skupnosti, Kamniško okrožje v času nemške okupacije od 1941 do 1945. Najprej obravnava nemško zasedbo tega območja vzhodne Gorenjske in kako se je razvijala ta organizacija civilne uprave. Potem drugi del
se nanaša na ponemčevanje prebivalstva, tako na ukrepe, da bi slovenski prebivalci začeli govoriti samo v nemškem jeziku, kot tudi, da bi na to območje preselili nemške koloniste iz drugih območij, predvsem iz tistih, ki so bila pod Italijo že od leta 19 ali pa ki so potem prišla leta 41 pod italijansko okupacijo iz tistih predelov Slovenije oziroma iz Italije, še iz Kanalske doline in iz Južne Tirolske. Potem imam germanizacijo videza kulturne krajine, to se pravi in vlaganje nemške Nemcev v izgradnjo lokalne infrastrukture, potem se dotaknem tudi vojnega nasilja. Mogoče je to novost, ker vse knjige, ki obravnavajo pač obdobje okupacije, se v glavnem osredotočajo samo na vojno nasilje, pri meni pa je vojno nasilje komaj, ne vem, v približno 1/3 ali pa 1/4 knjige, mislim, neposredno vojno nasilje. Potem v zadnjih 2 poglavjih se pa ukvarjam z preskrbo prebivalstva in kmetijstvom, ker v času okupacije je bila tudi zelo pomembna, bi bilo zelo pomembno zagotavljanje pač teh dobrin, da je okupacijska uprava lahko zagotovila dovolj dobrin za preživetje prebivalstvu in pa potem so seveda usmerjali svojo pozornost tudi v dvig kmetijske proizvodnje, ker so hoteli, da bi določene pridelke tudi izvažali in tako nekako pomagali tudi v oskrbi centralne oziroma stare Nemčije. Potem knjiga vsebuje tudi veliko fotografij, ki sem jih dobil iz Muzeja novejše zgodovine, iz Medobčinskega muzeja Kamnik in od arhivske oziroma fotografske zapuščine Petra Nagliča iz Šmarce. Tako da te knjige še nekako dopolnjujejo vse to, kar sem raziskal. Zdaj, če grem po vrsti, naj omenim, da je urednica knjige dr. Jelka Piškorič, recenzenta pa sta dr. Monika Kokalj-Kočevar in izredni profesor Tomaž Kladnik. Zdaj, takoj po okupaciji je bila Gorenjska razdeljena na 3, to se pravi, je bila priključena Gavu Koroška, to se pravi, ki je obsegala v jedru bivšo deželo avstrijsko-koroško, ki je bila že leta 1938 priključena tudi vzhodna Tirolska, to je Lienz, in potem leta 1941 Gorenjska, ki je bila razdeljena na 3 okrožja s sedežem v Radovljici, drugo je bilo v Kranju in ta vzhodna Gorenjska je bila v Kamniku. In Kamnik je seveda obsegal večje območje, kot je bilo recimo v času Avstro-Ogrske ali pa stare Jugoslavije, ko je bilo okrožje oziroma okraj oziroma srez Kamnik, priključena mu je bilo tudi Ljubljansko Posavje, to se pravi Črnuče, Šentjakob in pa potem večji del bivšega okraja Litija, ki je segalo tudi na sever Dolenjske. Tako da je v bistvu bil to največji teritorijalni obseg, ki je imel središče v Kamniku. Tukaj imam, katere občine so spadale in koliko je bilo prebivalstva po posameznih občinah, ki so sestavljale kamniško okrožje. Nekako je imelo kamniško okrožje 58,000 oziroma skoraj 59,000 prebivalcev. Predvojni srez je bil pa približno 37-38 prebivalcev, to se pravi, da tudi po prebivalstvu se je to povečalo. Potem tukaj imamo okrožnega vodjo Wilhelma Pilca. Tukaj je na sliki, ko je na področju Zgornje Avstrije obiskal te vojake oziroma pripadnike, ki so te mobilizirance z Gorenjske, ki so se urili v
organizaciji RAD, to se pravi Reichsarbeitsdienst, se pravi v obvezni delovni službi, preden so jih potem poslali še na predvojaško urjenje in potem v vojsko, v nemško vojsko Wehrmacht. Potem po naključju sem pa, ko sem malo brskal po spletu, ker je te fotografije teh na nižjih nivojih okupatorjevih uradnikov zelo težko dobiti, sem pa odkril, da je njegov sin od tega okrožnega vodje nacistične stranke, ki je bil pristojen za območje Kamnika, njegov sin, ki je bil Willy Pilz, da je umrl v letošnjem letu aprila in da v njegovi spletni usmrtnici piše, da je bil rojen avgusta 1942 v Kamniku in Kamnik ni ponemčen, so napisali Stein, ampak prav v slovenščini Kamnik, umrl pa pol v Salzburgu, tako da je ta zanimivost tukaj. Potem po drugi strani so poleg okrožnega vodje oziroma Kreisleiterja je bila zelo pomembna, druga najpomembnejša funkcija v okrožju deželni svetnik in to je bil Dovjak, Herman Dovjak, tukaj ga vidimo z nekaterimi domačimi, v družbi nekaterih domačih sodelavcev gestapa pri eni kmetiji nad Kamnikom v času vojne. Vse te dve fotografiji sta iz Muzeja novejše zgodovine, novejše in sodobne zgodovine Slovenije. No, potem pri ponemčenju prebivalstva je bilo zelo pomembno oziroma prvi val selitev se je začel že nekaj tednov po okupaciji in tu vidimo poklicno strukturo teh izgnanih ljudi iz kamniškega okrožja oziroma takrat še okraja, ker je šele potem konec julija, začetek avgusta sta bila združena kamniški in litijski okraj v skupno okrožje. In tukaj vidimo, da je bilo v bistvu med izgnanimi največ duhovnikov in redovnic in pa slovenskih učiteljev. Vsi ostali poklici so bili pa dosti manj prisotni. Tam noter imam tudi vse natančno v knjigi napisano, ne sem da ne bi šel toliko v podrobnosti. Potem, kot sem že prej omenil, je bila potem druga faza nemških prizadevanj, da so nekako na kamniško območje naselili tudi Nemce in sicer to sta bili dve fazi kolonizacije. Prva je bila z nemškimi uradniki, nemškimi učitelji oziroma učiteljicami in tukaj vidimo, odkot so ti prišli. Teh je bilo približno 170 skupaj z družinami in vidimo, da največjih je prišlo iz Koroške oziroma, kot so po nemško rekli, Altgau. Potem veliko je bilo ljubljanskih Nemcev, ker Ljubljana je prišla pod italijansko okupacijo in se je potem del Nemcev, ti ljubljanski Nemci, ki so bili še čas Avstro-Ogrske, so živeli tam, so se potem izselili na Gorenjsko in so tu dobili službe v uradih. Potem nekaj je bilo iz Nemčije, oziroma kot so oni rekli Altreich, Stari Reich, potem nekaj iz ostalih območij Gorenjske, iz Kočevske, ki je prav tako prišla pod italijanskega okupatorja, pa je bilo zelo malo, ker Kočevarje so v glavnem selili oziroma so se preselili na Obsotelje, pa Kozjansko, pa tam v bistvu bolj na mejo med Štajersko pa Hrvaško, kjer so pa seveda Nemci prej množično izgnali slovensko prebivalstvo, ker tukaj na Gorenjskem ali pa v kamniškem okrožju so samo del prebivalstva, tisti, ki je bil ta najbolj, bi rekel, jim nevaren, ki bi najbolj nasprotoval ponemčenju, tam so pa kar v večje, širše izseljevanje imeli na Štajerskem. Potem druga faza kolonizacije je obsegala tudi naselitev Nemcev, ampak ne uradnikov, ampak prav kmetov, ker oni so postavljali v ospredje, da če hočejo trajno
ponemčiti to območje, morajo naseliti nemške kmete, ker uradnike lahko premeščajo, a ne po različnih krajih, kmetje pa tisti, ki se ustali, a ne. In zato so, ampak obstajali so zelo veliki načrti, ki jih tudi v knjigi opisujem, ampak naselili so po glavnem jeseni 42 zelo malo kmetov, teh nemških, in čeprav se v virih uporablja izraz, kot da so oni prišli iz Južne Tirolske, so v bistvu po vsej verjetnosti jih je največ prišlo iz Kanalske doline, to je tisto območje okoli Trbiža pa Svetih Višari, ki je bilo do leta 1819 del dežele Koroške, potem je pa prišlo pod Italijo in so tako Nemci kot Slovenci so trpeli pod fašizmom, in potem je bila ta opcija 1940, ki je bil v Nemčijo pa Italijo sklenjen sporazum, da lahko se Južni Tirolci preselijo v Rajh, in tudi zaradi tega potem so bili zraven vključeni tudi Kanalci. Potem mogoče, da v času nemške okupacije so tudi iz Berlina prihajali številni obiski. Tukaj je ena fotografija, ko je prišel Himmler, to se pravi skoraj drugi ali tretji človek Rajha, 3. maja 1943 v Domžale, in so ga sprejeli v Domžalah Slovenske gorenjske narodne noše. To je pač iz Karavan Kambote ven vzet članek, oziroma so še te slike. Potem, kot sem omenil, sem tudi veliko posvetil gradbeni dejavnosti nemškega okupatorja. Tukaj imamo recimo v Kamniku, smo imeli enega to hišo, Kreisleitung oziroma Samski dom, bolj znano, ki so ga Nemci, čeprav je bila ta stavba narejena že 1924, so Nemci to v letu 1941 jeseni zelo hitro obnovili oziroma naredili fasado in jo notranje opremili, tako da je bil to okrožni dom. Tukaj imamo občinsko stavbo, kjer je bil sedež Landrata oziroma deželnega svetnika, so združili prej tri obstoječe stavbe in jih nadzidali z drugim nadstropjem gor, tako da so v bistvu oni to zgradili tudi konec leta 1941, začetek 1942, obstajajo tudi načrti iz te gradnje. V bistvu so prej 3 stavbe, ki so bile last meščanske korporacije, so nacionalizirali in potem te združili in nadzidali gori svojim denarjem, in potem pač iz državnega, mislim iz Nemčije, in so potem naredili približno v taki obliki, ker obstajajo načrti tudi meščanske korporacije, kako je hotela obroditi leta 36 ali 37, ampak se te načrti ne ujemajo z današnjimi, se pa iz nemške okupacije se pa ujemajo, kar pomeni, da so pol to res zgradili Nemci med vojno. Potem 2 kompleksa Neue Heimat, en v Spodnjih Mekinjah, en pri Kajuhovi ulici. To so naredili predvsem za svoje uslužbence, čeprav niso bili čisto izključno nemški uslužbenci noter. To se pravi, Mekinska je bila zaključena novembra oziroma začetek decembra 1942, to so pa v Spodnjem Kamniku so pa začeli avgusta 1943 graditi in so potem jo 1944 tako deloma dogradili. Potem imam tukaj tudi osnovno šolo Toma Brejca, ki jo je nekaj časa obiskal tudi naš evropski poslanec, dokler niso v Tchinu Šmartnem naredili šole. V glavnem, to je fotografija iz predvojne, v takem stanju so jo dobili Nemci približno, in so potem jo tudi pač fasado zunaj uredili, pa vhod, ki prikazuje otroke oziroma mladince Hitler Jugenda, in tudi ta šola, mislim tudi vhod je iz tistega obdobja. Potem imamo tukaj en časopisen članek iz tega, kako je ta koroški Gauleitner obiskal Gorenjsko, to kamniško okrožje, in na koncu je izjavil,
Največje doživetje za nacionalsocialista je, da sodeluje ravno v tem času v tej deželi in brez odmora na obnovi Rajha, da na koncu lahko reče, storil sem svojo dolžnost in doprinesel svoj delež, da se bo obnovil neporošljivi in tisočletni veliko nemški Rajh. Pri tem je dobro to, da pač politično oziroma vojaško je ta tisočletni Rajh preživel samo še dve leti, dočim te gradnje, ki so jih pa oni naredili, so pa zdaj še po 80 letih zelo uporabne in zelo v redu, kar pomeni, da so bili boljši graditelji kot pa vojaki oziroma politiki. Potem sem se ukvarjal tudi z nasiljem, ki sta ga povzročala tako nemški okupator kot partizani, in tukaj, če se osredotočimo samo na civilno prebivalstvo, vidimo dva diagrama, kjer vidimo, da v letu 1941 so prednačili te žrtve, ki so jih povzročili predvsem streljanjem talcev Nemci. V letu 1942 se potem to število že izenači z žrtvami, ki so jih povzročili med civilnim prebivalstvom partizani, in potem vidimo v letu 1943, ko se po 1944, ko se to partizansko nasilje nad civilnim prebivalstvom zelo poveča. Potem, če pogledamo samo te izseljene, vidimo, to se pravi to, kar sem omenjal od začetka, predstavlja nekako 28% vseh izselitev, drugi iz kamniškega okrožja v času okupacije. Največji delež pa predstavljajo izgoni teh, za katere je okupator sumil, da sodelujejo z partizani, ali so bili sorodniki partizanov ali pa sorodniki ustreljenih talcev. In te so preko Medvod, tega zbirnega taborišča oziroma v Goričanah, so potem pošiljali v Nemčijo, v glavnem, ker ta prvi del, kot sem prej omenil, so pa v glavnem izselili v NDH pa v Srbijo. Potem drugi del so tudi deportacije tistih, ki so sami zaprosili za izselitev, ker so dobili grožnje partizanov. Ti predstavljajo okoli 14-15% vseh izseljenih v tem območju. Potem imamo nekaj še, ki so jim pa dokazali neposredno krivdo, da delujejo proti nemški državi, recimo kakšni ujeti aktivisti OEF ali pa partizani, in te so poslali v delovna ali pa v koncentracijska taborišča, teh je bilo okoli 8%. Potem pa še eno posebno kategorijo pa predstavljajo ti, ki so živeli neposredno ob nemško-italijanski meji, in v približno 200-metrskem pasu so Nemci ob meji vse izselili, vse prebivalstvo, zato da so zagotovili boljšo kontrolo, ampak v tem primeru so oni dobili odškodnino in so v glavnem se potem preselili v druge kraje v kamniškem okrožju ali pa še celo na ostalo Gorenjsko. Ampak iz dokumentov je vidno, da so dobili odškodnino, tako tukaj sem pol tudi koliko približno je vsakega bilo iz teh v številkah, tako nekako neki okoli 2350 ne bi bilo vseh izgnanih od 59,000 prebivalcev, ki ne bi takrat 41 leta živelo na tem področju. Potem, kar se pa tiče kmetijske proizvodnje, ne bi pa povedal to, da je v bistvu Gorenjsko so Nemci okupirali zaradi tega, ker je imela veliko industrije, pri čemer je bilo kamniško območje še v bistvu najmanj pomembno glede industrije. Zelo pomembne so bile te predilnice pa tekstilna industrija v Kranjskem okrožju, pa potem železarna v Jesenicah, v Kamniku pa razen smodnišnice ali pa Titana ni bilo kaj posebenega. So imeli tudi tutok za to, da so imeli za nemške čevlje, za vojaške čevlje, ampak ni bilo pa ne vem kako pomembno. Tako da v kmetijski proizvodnji so pa tudi že vnaprej vedeli, da bojo mogli na to območje uvažati pšenico pa žito. Nekako so pa pričakovali, da v krompirju pa v mleku
bo pa Gorenjska, pa tudi Kamniško okrožje samo oskrbno, ampak so se zelo zmotili, zato ker so mogli tudi zelo velike količine mleka, pa predvsem sira uvažati na Gorenjsko v letu 42-43. Kar je pa zanimivo, je pa to, da glede zelenjave pa povrtnin je bilo pa v Kamniškem okrožju kar veliko tega na razpolago, tako da so še celo nemški uradniki v Nemčijo pošiljali polno paketov zelenjave, saj jeseni leta 42, in se je potem ta prehranski referent za Kamniško okrožje zelo pritoževal, da nemška pošta ne bi smela tega dostavljati, zaradi tega, ker ima dosti drugih pošiljk, po drugi strani pa kaj si morajo Slovenci misliti o Nemcih, ker oni so delali propagando, kako je v Nemčiji vse v redu in tako naprej, in kako so lepo preskrbljeni, potem so po bistvu uradniki pa zaradi pomankanja tega pa pošiljali zelenjavo pa sadje pa to v Nemčijo. Tako da v bistvu je bilo to v nasprotju. Potem so seveda tukaj not upisujem tudi to, tudi vremenske razmere oziroma klimatske spremembe, ki so se že takrat dogajale, tako da ni nekaj na nov zdaj, kar se odkriva, da samo v zadnjih letih, recimo v letu 42 je bila zelo, zelo huda suša, zaradi tega so mogli tudi veliko živine poklati, ker so tudi ta paša, ki so jo imeli recimo na Veliki planini ali pa na Menini planini, pa to so mogli prečasno odgnati domov zaradi partizanskih akcij, po drugi strani, ker je bila pa tako huda suša, pa potem ni bilo dovolj trave oziroma sena, da bi nakrmili to živino. Potem v letu, in ne samo to, po zimi pa jeseni 42 je bilo toliko malo vode, da določeni mlini, recimo v Vodicah, pa Komen, pa to sploh niso mogli mleti žita, da bi lahko ljudje imeli moko. Po drugi strani je bilo pa potem v letu 43 pa zelo veliko moče spomladi, tako da niso mogli kositi, ker je bilo toliko. Potem se je pojavljala tudi ena rdečica pri prašičih, ker je bilo preveč mokro. Poleti 43 so bile pa zelo huda neurja, predvsem v tej občini Šmartno pri Litiji, ob meji z Ljubljansko pokrajino na severu Gorenjske, ker jim je tudi vse nekako stovklo. Tako da v bistvu imam tudi malo o tem, to se pravi, da nimam samo nasilja, pa kako so se Nemci in partizani med sabo streljali, ampak tega imam zelo malo, ampak v bistvu druge posledice in druge vidike okupacije imamo v glavnem. Potem za konec bi pa omenil še to, kar je tudi pomembno, da je bilo na tem območju tudi prisotno veliko pomankanje kmečke delovne sile, tudi v industriji, ampak še bolj na kmetih, zato ker ob začetku okupacije so Nemci zelo dvignili cene, zelo dvignili plače industrijskim delavcem in tudi in delovni pogoji so se v primerjavi s staro Jugoslavijo pri delavcih zelo povečali in zato so številni te, ki so delali na kmetih, hlapci in dekle, šli raj v industrijo delati. Potem se je videl konc leta 42, pa potem v 43 je pa potem prišla mobilizacija moških v nemško vojsko, tako da je sploh za težja dela, za težja kmečka dela sploh ni bilo možno dobiti nadomestilo. Sicer so uvajali tudi žensko Arbeitsdienst, to se pravi žensko delovno službo, ampak za kakšne hlode vlačati ali pa ne vem, tudi za oranje, niso mogli toliko žensk porabiti in so, to se pravi, je bilo res veliko in so potem tudi iz tega prehranskega urada na nemške vojaške oblasti pritiskali, da bi določene vojake oziroma kmečke sinove spustili nazaj iz fronte, da bi lahko prišli vsaj spomladi tiste par tednov, ko se orje, pa seje, da bi prišli nazaj. In potem ne vem, od kolikih prošenih je bilo samo, ne vem, polovica ali še manj kot polovica uslišanih oziroma odobrenih, tako da je v bistvu še to dodatno zniževalo to
kmetijsko proizvodnjo. Čist na koncu bi mogoče omenil še določene zanimive slike, ki so tukaj noter, oziroma fotografije, ki so objavljene. Recimo v Kamniškem muzeju sem dobil sliko, ki so odeleč fotografirali te obešanje talce konec junija, začetek julija na Kamniškem, na današnjem grabnem zraven spomenika, ko je danes generalu Majstru. Potem imajo tudi fotografijo obnove občinske stavbe današnje, oziroma takrat Landrata, se pravi, kako je vse poodrano. Potem iz fotografije od Petra Nagliča je pa zelo veliko od tem, kako so v letih pred drugo svetovno vojno obdelovali polja, kako so kosili tam v okolici Kamnika in tako naprej, tako da so tudi iz tega stališča malo etnološkega, zgodovinsko-etnološkega, da je tudi ta knjiga pomembna.